Lep pozdrav vsem svetnikom na današnji 19. redni seji občinskega sveta občine Muta, tudi z moje občinske uprave, obema in pa BK televiziji, ki spremlja naše seje. Dobili ste prejšnji teden gradiva, nekaj smo še potem tudi dopolnili, eno in predlog dnevnega reda današnje seje je sledeč, da bomo potem takoj po predstavitvi dnevnega reda ugotovili sklepčnost oziroma navzočnost naših članov, potrditev samega dnevnega reda, druga točka, tretja potrditev zapisnika zadnje redne 18. seje, ki je bila 20. aprila. Potem imamo mandatne zadeve, in sicer podelitev občinskih priznanj ter pa mnenje naše občine k imenovanju oziroma predlogu za imenovanje ravnatelja glasbene šole Radlje ob Dravi. Peta točka je poročilo o delu župana v času med dvema rednima sejama, šesta sprejem predloga investicijskega programa za projekt energetske pogodbeništva za energetsko sanacijo objektov v Dravski in Mislinjski dolini. Tu dobimo tudi zunanjega sodelavca, ki bo nam razložil, ker vodi projekt. Sedma točka, uvrščamo poslovanje enega najpomembnejših, če ne najpomembnejšega javnega zavoda, to je javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi, kjer bo direktor predstavil poslovno poročilo za leto 2016. Osma točka je sprejem predloga odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko-ureditvenih pogojih občine Radlje ob Dravi za občino Muta. Deveta točka je sprejem predloga sprememb finančnega načrta proračunskega stanovanjskega sklada občine Muta za letošnjo leto. Deseta sprejem soglasek predlogov za sistemizacijo delovnih mest in v programu vrtcu pri osnovni šoli Muta za leto 2017-2018. 11. sprejem predloga sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena. 12. promet z nepremičninami in sicer dopolnitev načrta ravnanja s stvarnim premoženjem občine Muta za letošnjo leto. 13. je informacija o poteku projekta oskrbe s pitno vodo v porečju Drave, tretji sklop in pa tako kot veljeva tudi poslovnik. Zadnja točka vprašanje in pa pobude članov. Gospod Rudi Koležnik, prosim, če poveste in poveš glede sklepčnosti. Lep pozdrav vsem skupaj. Gospod Napečnik se je upravičil, da ne bo mogel na sejo, tako da nas je tukaj 10 svetnikov, kar pa zadošča za sklepčnost, da lahko nadaljujemo 19. redno sejo. Hvala. Hvala lepa, zato sedaj pa odpiram obravnavo predloga dnevnega reda. Ima kdo kakršnokoli dopolnitev? Če ne, potem predlagam, da ga z dvigom rok tudi sprejmemo oziroma potrdimo. Kdo je za predlagan dnevni red? Vidim, da soglasno. Hvala lepa za to podporo. Sedaj pa pridemo na potrditev zapisnika 18. redne seje, ki ste ga dobili, mislim, da nekaj kakšen teden po sami seji in potem tudi v samem gradivu. Sprašujem svetnike, če ima kdo kakšno vsebinsko dopolnitev k temu zapisniku, prosim. Če nima, potem predlagam, da z dvigom rok potrdimo zapisnik 18. redne seje, seveda s predlogami, ki so tudi zraven. Kdo je za? Hvala lepa. Prihajamo na peto točko in sicer kratko poročilo o delu župana v času med obema dvema sejama. Med 18. in 19. sejo je poteklo mesec pa pol in intenzivnega in angažiranega dela celotne občinske uprave. Jaz bi samo izpostavil tiste najbolj pomembne zadeve, poleg tega, kar je napisano. Veliko smo v tem času delali na enih dopolnitvah, odpravi tehničnih problemov pri projektiranju SE3. Vidite, da se zdaj intenzivno gradi, tudi stanovalci, investitorji, mi pa tudi zaključujemo v tem mesecu, predvidoma v koncem meseca junija oziroma začetku junija je skrajni rok za dokončanje te komunalne ureditve
Veliko smo vložili v to komunalno ureditev, tudi nekateri nestrpno pričakujejo, da bomo uredili tudi končno asfaltno površino, kar se bo tudi zgodilo. Potem 13. smo imeli sestanek, oziroma sem imel sestanek z Društvom veteranov vojne za Slovenijo. Tukaj vas seznanjam, da 25. junija bojo imeli veterani večji pohod tu na Muti, oziroma začenši z Gortino proti Pernicam in nazaj, in vsako leto se menjavajo občine kot soorganizatorke in sem vesel, da smo letošnjo leto našli skupni jezik. Z občino Radlje ob Dravi delamo na tem projektu LAS in Interreg in smo imeli tudi skupni sestanek. Isti dan, 14. je bil sestanek sveta ustanoviteljev Koroškega pokrajinskega muzeja in smo v 2 sestankih uspeli razrešiti nekatere statutarne dileme glede imenovanja novega direktorja in je bil tudi pred nekaj tedni imenovan in prejšnji teden je tudi nastopil mandat. Na velikonočni ponedeljek je bila bolj slavnostna zadeva, bolj takšna praznična, ocenjevanje tradicionalnega mošta za naše kmete Zgornje Dravske doline, tudi nekateri iz Koroške prihajali, Soka in pa Kisa, odlična tudi udeležba. 18. smo, ravno je prej stopil tule in ga pozdravljam, tako gospoda Harnika in pa direktorja gospoda Ficka. V mesecu aprilu in maju smo skoraj tedensko delali na dokončanju projektne dokumentacije, novelacije ali pa smo rekli optimizacije projekta vodooskrbe. Potem sestanek z vodstvom knjižnice Radlje ob Dravi in pa ponovno z projektanti in pa z tega mesta se moram zahvaliti družini Špego, ker smo našli skupni jezik, da smo na SE3 splanirali in zbalansirali cesto in pa njihovo kmetijsko površino, ker tisti, ki ste tam doma ali pa v bližini, vidite, da so, bi rekel, zelo neravn del zemljišča njihovega in je gospod Špego pristopil k temu in smo z veliko napora, saj ste videli, da smo imeli ogromno prenašanja zemlje, da smo seveda zbalansirali v enaki višini, kot je pa zdaj ta zahodni del ceste in bo stvar zelo dobro izgledala. 19. sem bil v Ljubljani na inšpektoratu za gozdarstvo oziroma na Ministrstvu za kmetijstvo in pa na Ministrstvu za zdravje. Sami veste, da smo na Muti vložili oficialno vlogo za odprte lekarniške podružnice Muta, da sem dobil do sedaj na Koroškem Koroškega sveta Koroških lekarn in pa vodstvo Koroških lekarn soglasje, čakamo pa zdaj na 2 ključna soglasje strani Ministrstva za zdravje in pa lekarniške zbornice. Mislim, da od 5 pogojev bomo uspeli preskočiti zagotovo 4. Edini problematični je razdalja med Muto in pa najbližjo lekarniško postajo ali pa lekarno, ker še vedno v zakonu vztraja pri 5 kilometrih. Mi imamo tukaj pol manj, ampak so številni razlogi, da bi lahko prebrodili to zadevo, pa ne zato, da kršimo zakon o lekarniški dejavnosti, ampak prisluhnemo potrebam ljudem, ki potrebujejo tudi eno ustrezno oskrbo z zdravili in sanitetnim materialom in moj predlog je, da naj bo organizacija obeh 2 lekarniških postaj takšna, da se dopolnjujeta in z tega mesta odločno demantiram, ki so prihajali tudi takšni, bi rekel, potikanja strani nekaterih v občini Vuzenica, ne kot občini, ampak v kraju, da občina Muta si prizadeva, da bomo zaprli lekarno v Vuzenici. Z tega mesta moram jasno demantirati, nikoli nisem kaj takega razmišljal in podpiram, da imajo naši sosedje svojo lekarno, tako kot so jo imeli do sedaj. 20.4. je bil projektni svet, to je sestanek, ki ni dovolj pogost, to je moja pripomba, ker se udeležujejo vsi župani Zgornje Dravske doline, ki vodimo ta projekt vodooskrbe. Nekoč so nas označevali kot nasprotnike tega projekta, kot zaviralce tega projekta. Tukaj moram zelo jasno povedati, da mi podpiramo projekt vodooskrbe v toliko, da ohranjamo naš interes
interes občine Muta, da bomo ohranili nekaj gravitacijskih vodov in seveda zagotavljali zdravo pitno vodo iz dveh hribov, to je iz Pernic, Mlak in pa iz Svetega Primoža. Seja Sveta Koroške regije, takrat smo imeli potem 20. tudi našo redno občinsko sejo. Na projektu kolesarke delamo z magistrom Rozmanom, sem tudi kar optimist, da bomo uspeli vsej dokončati vso projektno dokumentacijo, en detajl spreminjamo, svetniki tudi velikokrat sprašujete, kaj se dogaja, jaz še enkrat vas pozivam, da prihajate sem k meni, da jaz lahko pridem k vam, ni nobena težava, ampak v tem smislu kolesarke pa tukaj tudi javnosti sporočam, da nas je Ministrstvo za promet in posebej direktor direktorata za investicije gospod Vilim Part podprl z enim predlogom, da poskušamo prepričati Ministrstvo za promet in pa sofinancerje tudi z Evropske unije, nadejamo se tudi to sofinanciranje, da bi pri zadrževalnem bazenu to se pravi na Spodnji Muti, pred avtobusno postajo naredili približno 2 metra širok tunel pod glavno cesto in na tak način varno prehajajo ljudje iz Spodnje Mute na to levo stran v smeri proti Vuzenici. Ker je bilo veliko let prepomb in kritik, da je prehod na avtobusne postaje čez glavno cesto zelo varen. Vedno so nam odrekali, da tam postavimo zebre pa bič, ta semafor nad voziščem, ker s tem bi mogoče bolj ujunačili pesce, pa mogoče bolj hendikvirali voznike motornih vozil in s tem prišli tudi do lahko kočljivih in resnih situacij. Tako da, če bi uspeli tam pod to cesto narediti ta tunel, bi povezali to kolesarsko pot, pa tudi uporabnike za Spodnjo Muto. Mogoče v zvezi z enim dogodkom, ki je tudi zelo pomemben. Mi smo 25.4. se sestali tu v zvezi z komunalno ureditvijo veterinarske klinike, potem projekta ceste na Klancu v 3. fazi, potem sestanek štaba civilne zaščite in pa popoldne sem dobil vabilo, sicer zadnji trenutek, strani mojega predhodnika, gospoda Borisa Kralja, ki je predsednik društva NOB za vrednote tega časa druge svetovne vojne in obiskala nas je visoka delegacija ruskega veleposlaništva in so položili venec na našem grobu vojakov druge svetovne vojne na Pernicah. In tak pozitivni odnos, kot ima, bi rekel, ta Ruska federacija do teh nekaj spomenikov, je samo hvale vreden. In še eno stvar bom povedal. Na pokopališču in na grobišču na Pernicah je ukrajinski vojak in je napisano ukrajinski vojak. In ko sem se pogovarjal z temi predstavniki, sem rekel, vi še vedno imate pozitivno odnos do tega. Pravi, v drugi svetovni vojni smo bili skupaj. Skupaj smo se borili. Tako da je za nas mučenje to zelo pomembno, da bomo še mogoče bolj sodelovali. 29. sem se udeležil srečanja pri osnovni šoli Arnfels na avstrijskem Štajerskem. Lep dogodek, zopet nekako se kažejo eni pozitivni odzivi, da bi med obema občinama, predvsem pa obema šolama, zopet spostavili en bolj pristen odnos in strani ravnateljice osnovne šole Muta sem dobil tudi to potrditev ravno v naslednjih dneh. Mislim, da bo eno skupno srečanje na Pernicah, kjer bojo otroci iz Arnfelza tu pri nas v gosteh in bojo nekaj dni na Pernicah in si izmenjavali izkušnje, predvsem pa izmenjavali na področju znanja slovenskega in nemškega jezika. 4.5. smo se sestali z vodstvom javnega komunalnega podjetja Radlje ob Dravi za temi vrsto projektov, ki jih imamo odprte. Takrat sem se potem tudi dobil z gospodom Brankom Kakerjem. Vi sami veste malo nekaj, da smo na osnovi pobude spomladi Zveze veteranov za Slovenijo, vojnih veteranov za Slovenijo, sem sprejel pobudo, da na Muti ob Klancu, ki gre proti Karavaningu, in križišču proti Muti postavimo obeležje
dogodkom, ki so se tu odvijali 27. junija 1991 v popoldanskih urah. To obeležje je podprto strani Ministrstva za obrambo, njihovega zgodovinskega inštituta, generala Lipiča in pa seveda veteranov Koroške, z zadržkom žal veteranov iz Dravske doline. Jaz se v seveda te polemike ne spuščam, glede na to pa, da so Mučani sodelovali pri tem, da je bilo veliko ljudi, ki je zadrževalo to kolono, tudi marsikdo izmed vas lahko, da je bilo to zelo pomembno, da se je pridobilo v Dravogradu in pa na Holmecu in na Viču celih 6 ur, izključno zaradi tega, da so na Muti ljudje pokazali nesebično korajžo in zaustavili kolono z podiranjem dreves in z ostalimi mehanskimi ovirami in podobno tudi dolgo v vasi, Spodnji Vižingi, v Radlah in v Zgornji Vižingi. In tukaj bo na tem obeležju izpostavljeni vsi te kraje in vse te skupine, ki so pomagali pri tem, ki so bila vprašanje, zakaj pa kako. Prav je, da tudi zdaj ljudje že vedo, kaj se pravzaprav tam spodaj dogaja. Z društvom upokojencev, tudi Zveza vojnih veteranov za Slovenijo, naslednji dan, 6.5. so imeli gasilci lepo prireditev v zvezi z svojim svetnikom, svetim Florjanom. Že nekaj let se odvija Florjanova maša in glede na to, da so tukaj pripravili zelo doživet dogodek z parado, z pogostitvijo, z sveto mašo in tudi številni gasilci in vodstvo iz Dravske doline so seveda tudi prisostvovala. V ponedeljek 8.5. je zelo zanimiva zadeva, mislim, da je druga po vrsti, bila gimnazijci nas vabijo župane enkrat na leto na eno njihovo okroglo mizo, in seveda tam pa mi dobivamo vprašanja, pa oni komentirajo določene zadeve in je stvar vredna ogleda, zelo zanimiva razmišljanja. Hkrati bom pa rekel, da pri 17-18 let starimi dijaki pa opažam, da relativno malo poznajo naš utrip in naše življenje po občinah. Številnim županom so postavljali vprašanja, zadeve, ki sploh niso nerelevantna ali pa so bila že zdavne realizirana. Z Martino Vrčkovnik delamo tudi nekaj na tej novelaciji ali pa dopolnitvah vsebin okrog Mitnice. Spodaj isti dan že nekaj mesecev rešujemo en problem in jaz mislim, da smo tik pred tem, da ga bomo končno razrešili. Ob Bricniku in Potoku imamo eno tako malo naselje in tam imamo nekaj, bi rekel, prostorskih, ureditvenih, cestnih, zemljiških, mejaških zadev in verjemite mi, da ni enostavno to in da sem s svojimi sodelavci in tudi z lastnikom tistega zemljišča, bi rekel, uspel narediti en takšen kompromis. Večkrat sem ga imenoval, to je skoraj tako, kot je pa za Slovenijo in Hrvaško Piranski zaliv, vsi bi radi tam bili in se ne znamo rešiti in jaz upam, da bomo ta problem razrešili. Tisti, ki pa malo bolj poznate, pa veste, da je tam stvar bila zelo, zelo resna. Z gospo Barbaro Bratina, ona je vodja izpostave direkcije Slovenije za ceste, smo si ogledali tukaj zopet nekaj odprtih zadev v zvezi z trasiranjem in pa cestami. Popoldne smo imeli na občinski upravi, vas drugič vabim, tudi interno drugo izobraževanje, usposabljanje zelo zanimivega področja in bi rekel, da je prav, če bi tudi občinski svetniki se tega udeležili, ker gre za naše življenje, obnašanje, ravnanje, ukrepanje in tako naprej v kakšnih kočljivih situacijah. Z gospodom Pečnikom na Pernicah smo uredili, to lahko danes rečem, ker smo potrdili tudi pogodbo o služnosti v zvezi s to novelacijo projekta. Sestali smo se z vodjem nadzora, gospodom Kodeljo in Mozganom v zvezi z vodooskrbo. Projekt Kmetija kot podjetje, ki ga organizira naš šolski center v sodelovanju s Srednjo šolo Slovenj Gradec in pa Muta. Z gospodom Štavdaherjem smo 11.5. podpisali še zadnje detajle v zvezi z služnostnimi pravicami in vpisi v zemljiško knjigo za vodovodni izvir na avstrijski strani, če ga bomo potrebovali in mislim, da ga bomo potrebovali, tako da smo to zadevo rešili pozitivno v naš skupni interes.
ogled trase in terena vodovoda, ki ga noveliramo na Svetem Primožu, potem pa tudi zelo poučna okrogla miza, ki sem se jo udeležil 12.5. v Slovenj Gradcu, ker je bila evropska komisarka Violeta Bulc in mislim, da bi rabili številni slovenski politiki prisluhniti njej kot komisarki, kakšne so ravnanja v zvezi z tretjo razvojno osjo, kakšne so ravnanja ali ne ravnanja v zvezi z drugim tirom ali pa z dvema tiroma in podobno in podobno. Potem v ponedeljek 15. Sestanek z lastnikom nepremičnin gospodom Adjom Štrucem, zvečer oziroma popoldne je bil pa slovenska prireditev, dan slovenske vojske na letališču v Slovenj Gradcu, tudi lepo organizirana zadeva. Z vojnimi oziroma veterani vojne za Slovenije smo imeli potem ponedeljek sestanek, v petek zopet v zvezi z projektom kolesarke, zemljišči in pa skupščina regijske razvojne agencije. Potem pa mogoče samo še to, da 27.5. sem bil povabljen strani nemškega parlamenta in nemške stranke CDU na 70-letnico gospoda Hans-Petra Repnika. Doživeta zadeva, na katerem dogodku sta bila dva ministra za gospodarstvo Zvezne republike Nemčije, Gerd Müller, in pa, bom jaz rekel zagotovo, prvi svetovni finančni minister Wolfgang Schäuble, ki je bil njegov sošolec na pravni fakulteti, ker je se udeležil tega dogodka. Potem z gospodom Butolo sva se sestala 31. v zvezi z ureditvijo skladišč in ribogojnice. To je prav, da tudi občani vedo, želimo skupaj z podjetnikom urediti to zadevo. To nam ni v ponos, tudi podjetnikom ni v ponos, da imamo sredi polja Mučkega, bi rekel dobesedno, skladišče različnih odpadnih materialov, isto v ribogojnici, in moj apel kot župan do podjetnika je, da v naslednjih tednih, mesecu, dveh tudi uredi v skladu z zakonodajo, s predpisi in tudi z uredbami, ki nas tangirajo v zvezi z okoljem, tudi njegovo poslovno cono. Potem v zvezi z SE3 projektanti in dokončanjem tega projekta sreda 31.5. in pa zadnje, kar je, prejšnji teden sem se sestal z vodstvom Koroške kmetijske zadruge, ker smo strani občine izrazili protest, resen protest, da tako skoncentriranega prometa in materijala v zadrugi Muta ne moramo več tolerirati, zlasti z materijali, ki so gradbeni, kjer se z kamioni ali pa celo z vlačilci manipulira v tistem ozkem prostoru. Imamo pretožbe naših občanov, tudi verjetno gospod Silvo lahko potrdi, da iz te prometne varnosti je zelo nevarno, in smo jim dali dobesedno en resen apel, da poiščejo in poiščemo skupaj prostor, kjer bi imeli skladišče tega gradbenega materijala in pa seveda večina teh umetnih gnojil, ki jih uporabljajo kmetje, da ne bi v center Mute seveda zdaj prevažali z, ne vem, 20-30 tonskimi kamioni. Toliko, hvala lepa. Pa seveda nekaj 10 občanov, ki se je zvrstilo v moje pisarni. Večina z predlogi, problemi in pa prošnjami. Tako, zdaj pridemo na 6. točko in še enkrat pozdrav gospodu Tinetu Harniku, ki vodi projekt investicijskega programa, projekt energetskega podjetništva za energetsko sanacijo objektov v Dravski in Mislinjski dolini. Tako, in bi prosil mogoče Tine, da kar nakratko predstaviš. Najprej lep pozdrav vsem prisotnim. Kot že sami veste, to je projekt, ki ima že kar dokaj dolgo brado. Začel se je že v lanskem letu, kjer smo sprejemali akt o javno-zasebnem partnerstvu in tako naprej.
No, ta dokument, ki je pred vami, nekako prehaja počasi v zaključno fazo, namreč 2.6. smo skozi postopek izbira zasebnega partnerja 2.6. pozvali kandidata, oziroma da sta oddala končno ponudbo, in oba kandidata sta dala končno ponudbo, in na podlagi prejetih ponudb oziroma prejeti ponudbi je bilo izkazano, da pač kot najboljše podjetje glede na razpisne pogoje je bilo podjetje Stin d.o.o. iz Dravograda. Tako da bomo s tem podjetjem nadaljevali postopke in naslednjem tednu, to se pravi 12.6. nameravamo tudi oddati vlogo na Ministrstvo za infrastrukturo za pridobitev sredstev za projekt energetskega pogodbeništva oziroma energetske sanacije javnih objektov. No, in da mogoče osvežim spomin, gre namreč za zadevo, v katero se vključuje 7 objektov, to so zdravstvena postaja Vuzenica, kulturni dom Mislinja, ta občinska stavba občina Muta in občina Muta kot taka tudi nosilka projekta, telovadnica osnovna šola Mislinja, zdravstveni dom Radlje ob Dravi, gasilski dom Brezno in kulturni dom Ožbalt. Projekt kot tak se bo prijavljal v okviru operativnega programa Evropske kohezijske politike za leti 2014-2020 v okviru prednostne osi 4, to je trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja, prednostnega področja spodbujanja energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in upravljanja obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami in stanovanjskem sektorju. Cilj te prednostne osi pa je povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju. Kot sem že omenil, se pričakuje 40% subvencije na vrednost operacije. No, in na podlagi prejete ponudbe oziroma izbrane ponudbe je vrednost projekta ocenjena v višini 1.331.925,87 evra, od tega upravičenih stroškov 1.321.112,54. V tem dokumentu imate tudi primerjavo, koliko je bila ocenjena vrednost v okviru dokumenta investicijskega programa, kjer naj navedem, da so bile zadeve opredeljene indikativno in samo v okviru gradbeno-obrtniških del. Ta vrednost, ki je rezultirala v končni znesek, vključuje tudi stroške storitve investicijske in projektne dokumentacije, stroške nadzora, ostale storitve, kot je bil razširjen energetski pregled, stroške informiranja obveščanja javnosti ter stroški tehničnih storitev. To so pa ti tako imenovani splošni stroški, ki spremljajo in so tudi vključeni v projekt, oziroma to so stroški, katere so imele občine oziroma partnerji v okviru projekta za pripravo tako imenovane tehnične dokumentacije in vseh ostalih tako imenovanih priteklin. Projekt kot tak se bo izvajal leto 2017-2018, kjer je za pričakovati iz kohezijskega sklada višini 521.118,82 evra, v okviru občinskega proračuna 43.571,22 v okviru upravičenih stroškov oziroma 72.705 evrov kot v okviru celotnih stroškov, v katerega je zajet tudi davek na dodano vrednost, ki ni upravičen strošek. Vlaganje zasebnega partnerja se pričakuje v višini 738.107 evra in če še prištejemo strošek DDV-ja, ki ni strošek operacija in se poračuna skladno s 76a členom, pa je vložek zasebnega partnerja 1.012.775,65 evra. Na podlagi izračuna se te vrednosti tudi potrjujejo subvencije v višini 40% in od teh 521.118,82 evra je za pričakovati prispevek Evropske unije 442.950,99 evra in prispevek strani slovenske strani oziroma državnega proračuna v višini 78.167,83 evra in kot že rečeno, to rezultira v višini 40% upravičenih stroškov. Na zadnji strani pa imate kratek povzetek energetske bilance, ki nekako povzema vse te aktivnosti, ki se bodo izvedle in se namerava izvesti v okviru energetske sanacije kot
je obnova oziroma ureditev fasade, prezračevanje, rekuperacije, ureditev hidravlično uravnoteženega sistema, zamenjava peči. Konkretno v vaši stavbi je predlog, da se postavi kogeneracija in tako naprej. Tako da skupni prihranki rezultira v višini 723.502,9 kWh, od tega 682.957,1 toplotne energije in 40.545,8 kWh električne energije. Toliko mogoče za enkrat. Hvala. Hvala, gospod Harnik, za te informacije. Mogoče najbolj pomembne so te na koncu. Zakaj pravzaprav, da se je o nenih velikih številkah govoril, tam od nekaj 100.000 pa tja do 1.300.000. Gre preprosto za en projekt, ki ga morajo stopiti skupaj za to, da dosežemo eno kritično maso, da seveda tudi gremo v projekte, kjer so zelo podobni z sosednjimi občinami, in sicer tukaj smo deležniki poleg Mute, Mislinja, Podvelka in pa Radlje ob Dravi. Radlje ob Dravi so prepoznali potrebo po zdravstvenem domu. Ne, ampak zdravstvenem domu iz Radlje ob Dravi ter zdravstvena postaja Vuzenica, v Podvelki gasilski dom Brezno in pa kulturni dom Ožbalt. V Mislinji se lotevajo obnove kulturnega doma, mi pa občinske stavbe. In tukaj, kar si ti rekel, gre za ključno zadevo, da to hišo, ki je zdaj, hvala Bogu, že 3-4 leta pokrita, da seveda tudi obnovimo, da znotraj naredimo ene vsebine, in najpomembnejše je tule, da naredimo zamenjavo stavbnega pohištva, to, kar je rekel Tine, v zvezi z ogrevanjem, zelo velika poraba, neracionalna, na drugi strani zelo nevarne električne inštalacije, ki so že zelo dotrajane, in tretjo, kar želimo, pred par dnevi smo imeli sestanek s projektanti, da naredimo eno večnamensko dvorano na našem, bi rekel, mansardnem delu, ki pa seveda pogojuje zaradi teh, bi rekel, pogojev dostopa tudi ustrezno dvigalo, lift, in s tem bi seveda lahko rešili, bi rekel, tudi to zagato, da nimamo prostorov, kjer bi se lahko večje število ljudi povezovalo, združevalo. To imamo samo hol osnovne šole Muta, žal pa nimamo kakršnekoli ne dvorane za nastopajoče, ne za gledališča, ne za koncerte, in če nam bo uspelo, to so pa prvi koraki, kar gospod Harnik govori, da naredimo seveda pa tudi to energetsko sanacijo. Tako da pomembno je, da imamo rezultat takšen, da posebej ne obremenjuje lokalno skupnost, občino kot glavnem 40% subvencije na samo vrednost tega projekta in 60% nosi pa ta pogodbeni partner, firma Stink iz Dravograda, ki se mora prepoznati v investiciji in njihovem prihranku v kako dolgem časovnem obdobju? 15 let tako. Odpiram razpravo, to sem hotel malo pojasniti, bolj po domači, da vemo, za kaj gre. Naš predlog sedaj je, da to podpremo. Če ni, potem bi jaz se zahvalil in pa prosim z dvigom rok za potrditev sklepa. Občinski svet sprejme predlog investicijskega programa projekta energetskega pogodbeništva za energetsko sanacijo objektov v Dravski in Mislinjski dolini. Kdo je za? Hvala lepa, je soglasno sprejet predlog. In Tine, hvala lepa za tvoj angažma tule, pa da spremljaš naprej to zadevo, da bomo skupaj uspeli dokončati, bi rekel, obnovo tega 150-200 let starega dvorca. Prehajamo na naslednjo točko, in sicer predstavitev poslovnega poročila javnega komunalnega podjetja Radlje ob Dravi za leto 2016. Pozdravljam direktorja magistra Gregorja Ficka in mogoče samo toliko, mi participiramo pri lastništvu in pri upravljanju tega našega skupnega javnega komunalnega podjetja 20,81%, 1/5, če zaokrožim, in hvala Bogu moram reči, da z tem vodstvom, pa tudi z kolegi župani, nismo prepoznavali, tako kot v nekaterih občinah,
eno strašno moderno, pa moram reči negativno konotacijo, da so začela nekatera komunalna podjetja razpadati na manjše faktorje. Tu moram reči, da so pogovori ustanoviteljev, županov, ki predstavljamo ustanovitelje na skupščini, pa tudi pri sprejemanju poslovnega poročila in pa plana naprej trdi, zahtevni in smo na drugi strani tudi zadovoljni, ker vidimo ene, bi rekel, očitne premike tudi pri kakovosti, pri obsegu poslovanja, pri pozitivnem poslovanju komunalnega podjetja, in za katerega sem prepričan, da ima svoj delež tudi vodstvo z direktorjem na čelu. Zdaj bi te pa prosil, če bi mogoče preletel skozi, bi rekel, najbolj pomembne zadeve, pa bi mogoče več časa posvetiti, če bo kakšne vprašanja in pa pobude. Ja, hvala lepa. Dobro večer vsem skupaj želim. Jaz bi mogoče ta uvod, ki ga župan naredil, zaključil z enim komentarjem, da zelo lahko je razgraditi, zelo težko pa je sestaviti skupaj, ne? Ampak to samo toliko. Jaz sem šel na kratko skozi, malo imam težave z govorom, ker sem bil nekaj operiran pred 14 dnevi, ampak upam, da bo šlo, da me boste razumeli. Torej, poslovno leto naše komunale je bilo lansko leto, bom rekel, dosti uspešno. Dosegli smo pravzaprav najvišjo realizacijo poslovno v zgodovini družbe. Jaz sem malo preletel te osnovne podatke, ki jih sicer imate tudi v poročilu. Lansko leto smo realizirali 2.928.500 evrov torej prihodkov, oziroma indeks, ki smo ga dosegli tukaj, je bil 109,12 napram planirani realizaciji. Odhodkov smo imeli 2.898.200, indeks 109,2, tako da torej planirana realizacija je bila presežena za torej par 100 evrov, oziroma z indeksom 101,93, 30.450 evrov je bil presežek med prihodki in odhodki. Če primerjamo eno leto poslovno prej, je bilo prihodkov za 2,93% več, odhodkov za 2,73 in pa dobiček, ki je bil izražen na koncu za 6.000 evrov večji kot leto prej, oziroma 26,41% napram letu 2015. Kar se tiče posameznih dejavnosti, najprej obvezna javna gospodarska služba. Moram reči, da se tukaj poznajo nekateri trendi, tudi varčevalni, če tako rečem, pri uporabnikih naših storitev. Vodooskrba, realizacija 525.176 evrov, indeks realizacije 103,70, ravnanje z odpadki 592.741 evrov prihodkov, indeks 77,05%. Tu se že kaže trend upadanja ali pa bolj skrbnega ravnanja z odpadki, tako gospodarstva kot tudi torej gospodinjstev. Špekulacije, da se mogoče odpadki vozijo tudi tam, kamor ni mesto, ne bi odpiral, ker bi lahko sprožila neprimerne ali pa neprijetne konotacije. Obstaja pa tudi seveda ta možnost, ampak mi pa zaenkrat verjamemo, da temu ni tako. Potem odpadne vode, tudi tukaj je bil indeks realizacije nižji, kot smo planirali, vzrok še vedno manjše število priključenih uporabnikov na kanalizacijsko omrežje, kot je bilo predvideno tako v projekciji okoli cene storitev odvajanja in čiščenja, ki smo imeli tukaj tudi pri vas na občinskem svetu, pa ne samo pri vas, tudi v vseh ostalih občinah, kjer se je kanalizacijsko omrežje gradilo lansko leto oziroma uvajalo v uporabo. In pa seveda urejanje pokopališč, malenkost višja realizacija, kot je bilo planirano, 45.833 evrov oziroma indeks 105,31. Skupaj javne gospodarske službe 1.487.500 evrov je bilo prihodkov oziroma indeks realizacije 85,45 odstotna realizacija. Izbirne javne gospodarske službe, tukaj smo dosegli oziroma presegli plan. Pogrebnih storitev smo imeli lansko leto, bom rekel, izredno veliko.
241.424 evrov. Mogoče je to edina realizacija, ki si jo želimo, da bi bila manjša, ampak pač taka je usoda. Indeks realizacije 150,33. Vzdrževanje cest je bilo pravzaprav, kot smo planirali, tudi doseženo, 430.000, realizacija 426.242 oziroma 99%, skupaj na izbirnih javnih gospodarskih službah realizacije 667.666 evrov oziroma 113,05 indeks. In pa še tržne dejavnosti. Jaz sem zelo vesel tega rezultata, torej lansko leto, pa že predlani smo začeli povečevati trend tržnega deleža delovanja družbe med temi tremi dejavnostmi, ki sestavljajo v bistvu obseg poslovanja podjetja, tako da smo v bistvu ta obseg dvignili skoraj za 8%, oziroma sedaj tržni delež predstavlja nekje dobro tretjino, v preteklosti je bilo tukaj med 20 in 25%. Upravljanje stanovanj, 27.980 evrov prihodkov oziroma indeks 111,74. Tukaj na tem področju smo zelo dosti delovali ravno na področju občine Muta, kjer smo lansko leto dobili nazaj torej stanovanjski fond občine, ki je bil po 9 letih zopet ponovno v naše upravljanje. Kar se tiče tehničnega svetovanja, 9 let je bil ta fond v upravljanju občine, predtem je bil tudi v last oziroma v sistemu komunale. Potem energetska dejavnost, 162.000 evrov realizacije, indeks 120,7, in pa projektna dejavnost družbe je bilo realiziranih 583.318 evrov, indeks realizacije 303,31, tako da skupni indeks tržnih dejavnosti 773.397 evrov realizacije oziroma 219,49. Tako da skupni rezultat družbe, kot sem že rekel, je bil torej 30.350 evrov dobička. Kot veste, je družba zaradi torej skupne bilančne izgube iz preteklosti zaradi neurejenih cenovnih razmerij v lansko leto, torej v leto 2016, vstopila z izgubo 56.687 evrov, tako da smo v letošnje leto stopili še z minusom 26.437 evrov, in če bo Bog dal, in zaenkrat rezultati kažejo, da bo, pa tudi vse ostale aktivnosti, ki jih moramo seveda mi tukaj izvesti brez te pomoči, bo ta izguba torej prenesena oziroma prešla v pozitivno ničlo oziroma v plus. Še en podatek, ki je zanimiv, še iz tega torej ekonomskega vidika, torej, kot je že gospod župan povedal, družba ima 5 lastnikov in seveda ti poslovni rezultati so se gibali do lanskega leta zelo zanimivo. Torej, družba je v leto 2016 stopila v bistvu v vseh 4 občinah, torej Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju in Vuzenica z relativno veliko izgubo. Občina Muta pa je imela torej velik dobiček. Ni bil problem v tem, da bi družba odlično poslovala ali pa delovala na področju občine Muta, na ostalih 4 občinah pa slabo. Mi smo lansko leto konkretno zelo prečesali sodila, to se pravi delilnih stroškov, procentualnih delilnih stroškov, tako torej eksternih kot internih, kjer smo pač ugotovili, da so bili torej predvsem stroški dela in pa stroški indirektnih stroškov dosti neenakomerni razdeljeni med dvema velikima občinama, kar lahko rečemo, da sodita Radlje ob Dravi in Muta napram 3 majhnim, in seveda, če bi ta sodila nekako pustili, potem bi se ta diskrepanca poglabljala in seveda nikakor ne bi mogli zavezati nekako tega poslovnega rezultata na tak način, da bi vse občine splavale iz ničle oziroma iz minusa v nek plus in da bi se potem lahko začeli pogovarjati o tisti zadevi, ki je seveda interesantna za vse, to je o dobičku, o delitvi, tudi vračilo nekega prispevka nazaj na občine. Tako da smo mi lansko leto sodila generalno predelali, velik del stroškov dela prenesli na tržne aktivnosti, na tržne dejavnosti, in moram reči, da ne glede na to, da sem se jaz kar bal tega, kako bo to izpadlo, da nam je ta matrika zelo dobro uspela.
tako da se je poslovno leto 2016 prvič zaključilo v vseh 5 občinah z pozitivnim rezultatom, in sicer je bil rezultat naslednji. Občina Muta je zaključila z rezultatom 2322 evrov pozitive, občina Podvelka 5181 evrov pozitive, občina Radlje ob Dravi 2723 evrov pozitive, Ribnica na Pohorju 5761 pozitive in Vuzenica 6840 pozitive. Tako da se sedaj tudi ta negativni bilančni rezultat 4 občin začel nekako zmanjševati. Občina Muta seveda še vedno daleč najboljšem rezultatu 24686 evrov, občina Podvelka v minusu za 23786 evrov, občina Radlje ob Dravi 11561 evrov minusa, občina Ribnica na Pohorju minus 13724 evrov minusa in pa občina Vuzenica minus 33884 evrov. Jaz upam, glede na to, da tudi letos zelo podrobno spremljamo torej gibanje teh delilnikov stroškov, da bomo še z nekimi mikro popravki sodil uspeli ta ravnovesje nekako še izboljšati in v 2 do 3 letih vse občine spraviti z neko pozitivo, ker to je tudi namen nekako tega transparentnega poslovanja, ne pa da se dejansko z nekim umetnim dvigovanjem cen, kar se sicer zelo veliko krat počne v Sloveniji in kar tudi uredba na nek način omogoča, oziroma ne samo omogoča, tudi zahteva, torej metodologija o določenju cen, da poskušamo z nekimi notranjimi rezervami poiskati in zadeve sanirati. To je, kar se tiče tega poslovnega dela. Zdaj, jaz se v to računovodsko poročilo ne bom toliko spuščal, imate ga pred seboj. Generalno je zelo zanimivo pogledati primerjavo z poročilom 2015 in 2016, kjer boste videli ravno te prerazporeditve predvsem notranjih stroškov podjetja, predvsem se tu vidi ta obremenitev tržne dejavnosti. Bi pa še omenil 3 zadeve, torej sodila sem že omenil, to je bila ena od večjih operacij lansko leto, s katerim se ukvarjal kot direktor. Druga zadeva, s katero se bom res pohvalil in moram reči, da mi je zelo pri srcu, je pridobitev ISO 14000, se pravi okoljskega standarda, ki ga komunala do sedaj ni imela. S tem smo se seveda postavili ob bok, bom rekel, 26 komunalam v Sloveniji, ki se s tem standardom lahko pohvalijo. Prejšnji teden smo končali prvo presojo tega standarda, moram reči, da je bilo izredno naporno, Kemis in podobne okoljske afere že kažejo rezultate in presoja se je zelo koristno osredotočila predvsem na tveganja, okoljska tveganja, ki jih moramo v družbi seveda zelo skrbno spremljati, tako okolje oskrbe s pitno vodo, torej ravnanja z odpadki in pa predvsem odlagališča. Tako da smo dobili tudi nekaj priporočila, ki jih bomo upoštevali pri svojem delu. Potem celo leto smo zelo aktivno delali na zaključevanju pridobivanja okoljevarstvenega dovoljenja za odlagališče Gortina Muta, ki smo ga dobili letos, kar je druga stvar, ki me je izredno razveselila, tako da smo končno tudi ta postopek, bom rekel, dost birokratski z Ministrstvom za okolje in prostor zaključili. In pa tretja stvar, ki se mi zdi zelo pomembno, da družbi že 3. leto zapored nekako sicer počasi, ampak raste zadovoljstvo uporabnikov, tako da ne glede na to, da smo lansko leto v pomladanski anketi dobili malenkost nižje ocene, kar je bila predvsem posledica jeze, torej uporabnikov zaradi dviga cen na področju odvajanja in čiščenja komunalnih voda, je potem jesenski rok te rezultate popravil. Še posebej nas pa veseli torej izredno dobra ocena, ki smo jo dobili iz gospodarstva. Mi smo zelo intenzivno zadnji 2 leti delali na izboljšanju teh odnosov in pa relacij med gospodarstvom 5 občin, ki deluje tukaj, ki je izredno pomembno, in pa seveda komunalo, ki je nekako serviser vseh teh njihovih storitev, in tu moram reči, da smo bili zelo zadovoljni glede na rezultate, ki smo jih dobili. Kar se tiče mogoče še nekaterih, bom rekel, kratkih poudarkov, omenil sem že stanovanjsko upravljanje, torej lansko leto smo, bom rekel, zelo veliko delali tukaj na Muti, to ste spremljali. Ukvarjali smo se z energetsko obnovo fasad, žal je občina Muta edina, ki je nekako od teh 5 občin naših lastnikov pelje ta program. Jaz bi si želel, da bi bilo še v kateri občini tako, ampak verjamem, da se še bo ta trend premaknil.
Lansko leto smo delali torej energetsko obnovo na Gasilski 3, glavni trg 6, 8, 18. Na Gasilski 3 smo izvedli tudi energetsko obnovo strehe. Obnovili smo tudi nekaj kotlovnic in ta trend se nadaljuje tudi v letošnjem letu. Tako da verjamem, da se bo počasi tudi to poznalo na tisti tabeli, ki jo imate ravno tako v poročilo, kjer smo prikazali dejansko tudi porabo vseh energentov po posameznih občinah. Mogoče še samo toliko, poročilo je v primerjavi s preteklimi leti dosti obnovljeno, imate dosti tehničnih podatkov, ki jih v preteklosti niste imeli, tako da verjamem, da ste šli skozi. Če bo kakršnokoli vprašanje, tukaj bi jaz zaključil, bom pa seveda z veseljem odgovoril ali pa poskušal odgovoriti. Evo, hvala lepa za enkrat. Magister Ficko, hvala za tole izčrpno poročilo o prehodu poslovanja tega našega skupnega podjetja in odpiram razpravo. Prosim. Če se kar tam posedeš dole. Je kakšno vprašanje, gospod Franc Habler? Jaz bi pozdravil to poročilo, je zelo izčrpno, ogromno, veliko vsebine, tako da nam občinska uprava ni uspela skopirati, nam je poslala samo po mailu, da to v bodoče za me ne delajte, ker nisem dal privolenja, da mi pošiljate samo po mailu. Sem se takrat odločil, da dobim v pisni obliki, ker mi je pač, ne vem, laže in bolje, da vidim te dokumente in boste že skopirali te zadeve. Zdaj, vsaj za mene se to grem. Zdaj, jaz sem malo pogledal, tako kot je že direktor povedal, odstopanja pri javnih gospodarskih službah so na odpadnih vodah in ravnanje z odpadki. Je tudi navedeno, zakaj so, in tudi povedal je, pač verjetno bo letošnjo oziroma za letošnjo poslovno poročilo plan drugače zastavljen, da ne bojo tu taka odstopanja. Pri izbirih javne gospodarske službe je ta pogrebna storitev bila izpostavljena. Jaz tu malo mislim, da je tudi to večje število vplivalo zaradi prenehanja na muti delujoče pogrebne službe, tako da je tudi to treba imeti v vidu in da ni to neki posebni rezultat, zdaj, da bi ga se ne bali, da je bilo toliko več smrti ali pogrebov, mogoče na ta način pač, da bi se razumelo. Me pa tu zanima, ali je zdaj, če imate kako analizo za uporabnika teh storitev, kaj ugodneje, kot je bilo prej v primerjavi z tem zasebnikom. Pri vzdrževanju cest te javne gospodarske službe ste pač dosegli plan in je to prav. Največja in zanimiva je ta tržna dejavnost, ki je bila pač omenjena pri upravljanju stanovanja tu nekje, tu ni nekih prihrankov ali pa bistvenega zaslužka, ampak hvala Bogu, da je tako, da ni negativi, da se je tako išlo. Pri energetskih zadevah je nekaj več, ampak že direktor je omenil, da so bili ti projekti, kjer so se vključili in hvala Bogu, da so se vključili, to je ogromni znesek v pozitivi in zdaj sprašujem, če bi ta dejavnost ne bila tako ugodna, potem verjetno tudi skupni rezultat ne bi bil pozitiven, kar je zdaj, neki minimalni rezultat, ampak treba bo zdaj za naslednjo oziroma v tem letu gledati, da se bo ta dejavnost nadaljevala, možnosti so, ta projekt vodooskrba je zdaj odprt in tu je treba vključiti to komunalno podjetje v povezavi z občino, z županom, da bo maksimalno se vključilo in da bo koristilo svoje resurse, ki jih ima v svoji firmi, strokovnjake iz teh področji in je možno, da se tu še ta dejavnost razvija tako, kot je. Zdaj, sam je že povedal, jaz sem se tu pribeležil, da so bila bistvena ta sodila, ki so zdaj izenačila, tako da so vse 5 občin dosegli ta pozitivni rezultat in nekako pravičnejšo razdelitev med njimi. Zdaj, kljub temu pa upam, da bo naslednje poročilo takšno, kot je letošnjo vsaj, in želim, da bo zadovoljna večina tudi zaposlenih v firmi, ker zadovoljni zaposleni bojo lahko upravili ta rezultat
in je treba tudi paziti, oziroma bom kar povedal, če je kakšna varianta, da se jih tudi kaj nagradi, to je ali s kakimi stimulacije ali kakih dvigi plač, ker ljudje hodijo v službo predvsem tudi zaradi plače in če bojo plače boljše, bojo še bolje delali in bo tudi rezultat po mojem na koncu boljši. To predlagam. Hvala. Kratka pojasnila v zvezi z temi vprašanji. Glejte, zdaj, kar se dejavnosti tiče, jasno se strinjam z vami, pogrebna dejavnost se zdaj vidi, da je torej ne konkurenca, ampak še en dejavnik tukaj opustil to dejavnost, ampak ne glede na to, mi pač beležimo statistiko teh pogrebov, je bilo pač lansko leto malenkost, bom rekel, večje število torej, teh pokopov, ampak pač na to vpliva nimamo. Zdaj tržna dejavnost, moram reči, da tako lansko leto kot letos imamo mi že pravzaprav z torej aktivnostmi, ki jih izvajamo, to treba odkrito povedati, težave, ker enostavno smo z delom, torej tudi ta trenutek, tako okupirani, da enostavno več nimamo resursov, da bi lahko pokrivali vse te naloge, ki smo jih dobili. Drug problem je, da kvalificiranega kadra na terenu ni, oziroma ga ni ne na borzi, ne na, torej tudi pri drugih podjetjih, kjer si poskušamo pomagati, torej vse komunale sedaj, tako na Koroškem, tako tudi izven Koroške regije so pravzaprav v eni torej ekspanziji, torej ta vlagateljska mrzlica, ki se je sedaj začela v Sloveniji s temi investicijami, se sedaj pozna. In sedaj tu moram res povedati, da imamo velike težave in tržna dejavnost je ena od tistih, kjer smo mi že lansko leto seveda generirali večje število projektov, tudi seveda vodooskrbo, pa še niz drugih, ta glavne smo tudi našteli tukaj. Tako da seveda jaz si samo želim, da se bo to nadaljevalo, se pravi, kot sem rekel, torej z sladkimi problemi. Ja, kar se tiče zaposlenih, se strinjam z vami, torej podjetje lahko deluje samo, če so ljudje zadovoljni, stimulirani. Mi zelo veliko delamo na tem, jaz moram reči, da smo torej od 2015 oziroma 2015, ko sem jaz prišel na podjetje, plače dvignili za okrog 5%, kumulativno govorim, kar je v danih pogojih seveda kar lepa številka. Jaz sem se tudi pogovarjal z nekaterimi kolegi direktorji iz drugih torej komunal in nekako se mi zdi prav, da se to tudi uredi, zato ker so imeli ljudje res v komunali radlje, bom rekel, relativno slabe plače, čeprav lahko ta podatek, če smo čisto odkriti, glede na klimo v Sloveniji, pa povzroči za tudi neke kontrareakcije, ne, seveda, zdaj cene dvigujejo, pa si plače delijo, pa sem pa tja se vemo, kako grejo takšni komentarji. Ampak to ni važno. Na koncu je bila tudi sprejeta torej državna kolektivna pogodba, ki je na področju komunalne dejavnosti, ki je zelo jasno regulirala obveznosti delodajalcev do zaposlenih v komunali in mi seveda to spremljamo. Res pa seveda je, da se lahko stegne samo toliko, koliko je odeja dolga. Ne, to je pač tista poslovna logika, ki se jaz pač držim. Kar se tega tiče, sem dosti konzervativen. Mogoče bi pa še samo to povedal v informacijo, čeprav to ni predmet lanskega leta, ampak je letošnjega. Mi smo letos sklenili tudi podjetniško kolektivno torej pogodbo z zaposlenimi, z sindikatom, ki je javno komunalno podjetje do sedaj ni imela. Tako da smo tukaj še dodatno regulirali obveze tako delodajalca kot tudi delojemalcev. Tako da verjamem, da za ta socialni dialog je poskrbljeno in jaz se bom tudi trudil, dokler bom pač jaz direktor, da bo ta dialog tudi tekel še naprej. Hvala. Hvala lepa. Še mogoče kdo k poslovnemu poročilu? Če ni, potem se zahvaljujem vam svetnikom za to in pa direktorju za to predstavitev in tudi delo. Jaz moram reči kot župan, verjetno veš, da sem zahteven, ampak vedno smo našla zelo konstruktiven dialog. Redko koga pohvalim, ampak tukaj moram pohvaliti direktorja za njegovo odzivnost, profesionalnost. Mi da tako na intervencijo se zelo hitro dobiva. Potrebno je reči, da delamo tudi na vašo pobudo, na tudi potrebe pri dograditvi, razširitvi pokopališča. Mi smo v lanskem letu vložili kar veliko napora za sosednjo občino Vuzenica, da smo naredili 2 nadstrešnici z kolegom Golobom in pa z direktorjem gremo zdaj v eno razširitev tega pokopališča na ta severni del tudi v zahodnem delu in pa seveda skupaj z projektantom, ki ima seveda tudi svoje
intelektualne in avtorske pravice, tudi na tem področju delamo, tako da bomo seveda zagotovili dvoje vrst grobov, to me vedno opozarjajo, zopet je nekako trend nazaj na klasični pokopi in pa seveda racionalno gospodariti z žarnimi grobovi, ki seveda imajo manjšo površino, pa tudi okolico, ki jo tam urejamo. Tako da, hvala lepa ti za to. Hvala vam, dobro delo naprej. Hvala. To je bila bolj kot ne predstavitev in informacija.